kmalu se bomo poslovili od pedencev. Župan nam bo za slovo priredil imenitno gostijo. Pedenci so me rešili in kovač me je spet spravil skupaj. Tega jim nikoli ne pozabim. Prav tak si, kot si bil prej. Ja, kar poglejte, nič mi ne manjka. Ja, na srečo se je vse dobro končalo, tega sem vesel. Hudobne vešče ni več in vsi njeni sužnji so spet prosti. Ja, ko je bila hudobna vila še živa, so morali zidati grad. Je res, da se je podrl sam od sebe? Kar tako? Res? In tudi čudežno zrcalce se je razbilo. Kako nenavadna zgodba. Kaj počneš, tato? Glej, kako čudovita čepica. Najbrž jo je nosila hudobna vila. Pomeri jo, Doroteja. Gotovo se ti bo lepo podala. Bom. Ravno prav mi je. Tako prikupna si s to čepico. Ne vidim ga. Nikjer ga ni. Odpočiva si, ne morem več. To ni mogoče. Kaj ni mogoče? Moral bi biti tukaj, pa ga ni. O čem govoriš? Dobro, vem, da hudobna vila Zahoda zida grad na hribu. Ne vem sicer, kakšen naj bi bil, ampak tudi jaz ga ne vidim. Zato ti pa pravim, da ni mogoče. Oprostite. Nekaj bi vas vprašala. Ali je kdaj na tem hribu stal grad? Je, seveda je. Je, a se je pred kratkim podrl? Kako? Podaril se je? Joj, boli me! Zakaj? Ko se je stopila hudobna vila, ki nas je okrutno trpinčila, se je tudi njen grad podrl. Zahodne vile ni več. Ne, Doroteja jo je pokončala. Njej se imamo zahvaliti, da lahko spet mirno obdelujemo svoje polja. No, pa nasvidenje. Kar verjeti ne morem, da hudobna vila mrtva. Torej sva za manj prehodila tako dolgo pot. Tiho, paglavec! Nič ne pomaga, da se jeziš. Jo je konec. Doroteja jo je pokončala. Doroteja? Seveda, gotovo je tudi ona vila. Mogoče, prepričan pa sem, da ni hudobna. Vse njene sužnje je osvobodila. Vili z vzhoda in zahoda sta mrtvi. Zdaj živite le še severna in južna vila. A ti sta dobri in jo ne maraš. Ne maram ju zato, ker me dobri vili ne bosta naučili čarovnij. Če prav razumem, se ti nič več ne obeta, da bi postala vila. S tem se boš morala sprijazniti. Te ne sramljaš ti! Ti jo že pokazala! Ne, nikar! Ste si kaj naredili? Nič hudega ni. Povejte mi, kje bi lahko našla Dorotejo? Dorotejo? Jo mar poznate? To me preseneča. Ja, seveda. Pravzaprav ne vem... Zdaj je v hiši hudobne vile s svojimi prijatelji. Prijatelji? Ja, to so Lev, Strašilo in Kositrni drvar. Kaže, da jih ne poznate. No, seveda jih poznam. Vsi vedo zanje. Če bi jih radi obiskali, jih obiščite danes. Že jutri odrinejo na pot. Bom, hvala.
Nasvidenje. Videti je, da ima čudno družbo. Bi jo res rada obiskala. Ti še vedno hočeš naučiti čarodejstva. Ta čudna druščina gotovo zna čarati. Me bo hotela naučiti, seveda. Ni vzroka, da me ne bi. Kaj je? Molči in pojdi z menoj. Prav. Poslušaj, zdaj bova vstopila. Dobro si morava zapomniti, kam peljejo kaka vrata. Prav. Poiskati morava sobo hudobne vile. Zakaj bi takole vohljala? Raj koga povprašajva. Nočem, da bi si naju zapomnili. Ojoj, kako sem se ustrašila. Ste še celi? Nič hudega ni. Res je strašilo. Ja, strašilo sem. Strašilo, ki govori? Ja, saj sem živo. No, zdaj pa povejte, kaj počnete tukaj. Rada bi vedela, kje je soba hudobne vile. Tam zgoraj je v prvem nadstropju. Zdaj v tej sobi spi Doroteja. Nemogoče je. Presrečna sem, s kakšnim užitkom bom o tem pripovedovala v naši vasi. Tako. No, pa nasvidenje. Nocoj se bom utihotapila v tisto sobo. Zakaj? Prepričana sem, da je v tisti sobi čepica hudobne vile. Zato ne. In kaj boš s čepico? Če se mi posreči, da jo ukradem, bo močnejša od velikega čarovnika Oza. Joj! Glej no, še vedno imam čepico. Tako lahka je, da je še čutim ne in sem jo pozabila sneti. Glej, tu nekaj piše. Lastnik te čepice lahko ukazuje letečim opicam. Da bi priklical leteče opice, mora ravnati takole. Tukaj vse piše. S to čepico lahko torej ukazujem tistim nesramnim opicam. Najprej si je treba čepico povezniti na glavo, stopiti na desno nogo in reči epi, kapi, kupi, pipi. Kako smešne besede. Potem je treba stopiti na levo nogo in reči kipi, epi, pipi, epi. Na koncu pa je treba stati na obeh nogah in izgovoriti čiči, čači, tači. Čiči, čači. Doroteja, kaj počneš tukaj, Tejka? Nekaj sem odkrila. Kaj pa? Poglej, s to čepico lahko kadarkoli prikličem leteče opice. Kaj? Leteče opice? Tiste nesramnice? Glej, kaj piše tukaj. Ali naj jih poskusim poklicati? Kaj praviš? Ne, lepo te prosim, nikar. One so me vrgle v prepad. Že, a ravnati morajo tako, kot ukaže lastnik te čepice. Ta je pa dobra, zdaj jih še bolj sovražim. Ja, jaz tudi. Če je tako, je ne potrebujem več. Nikar je ne vrzi stran, lepo se ti poda, Doroteja. Ja, res je, samo nikar ne kliči letečih opic. Če tako hočeta, jo bom obdržala. Takole, je že pripravljeno. Zdaj pa poskusimo čudežni napoj.
Kaj počnete? Pustite me pri miru! No, pa poglejmo. Teta Presta, poglej, kaj sem prinesel. Teta Presta. To je samo mačka. Seveda, živim. Teta Presta se je spremenila v mačko. Gotovo misli, da se bo tako lažje splazila v hišo. Glej no. Mačka je. Najbrž bo res. Umakni se, lepo te prosim, umakni se! Ja. Polomila sem ga, da sem se spremenila v mačko. Kaj se dogaja? Tatico sva ujela, poglej, hotela ti je ukrasti čepico. Le čemu bo mački čepica? Pojma nimam. Saj to ni prava mačka. Kaj hočeš reči? To je v resnici teta Presta. Teta Presta? Kdo pa si ti? Jaz sem Švrk. Danes sem vaju srečala. Tako je.
In kako se je spremenila v mačko? Kuhala je čudežni napoj, ker se je hotela spremeniti. Se pravi, da je čarovnica? Kje pa? Teta Prica ni nikakršna čarovnica. Znala je skuhati takšno tekočino, da se lahko spremeni v karkoli. Ej, zakaj je hotela ukrasti čepico, a? Vedno je govorila, da bi bila rada še močnejša kot veliki čarovnik Oz, če bi imela to čepico. Odkud sta pa prišla, kaj? A sta oddaleč? Severa. Vila Zahoda ji je obljubila, da jo bo naučila čarati. Ker so zvedela, da hudobne vile ni več, je hotela... Ukrasti čudežno čepico, kaj? Ja, ni ravno dobrodušna. In včasih se zjezim nanjo. Veste, sirota sem. Vzela me k sebi, ko sem bil še dojenček in skrbela zame. To pomeni, da ima tudi dobre lastnosti. Saj ni res. Hotela te je okrasti, ja. Pregnati jo moramo iz dežele pedancev, tako. Ja, lahko jo raztrgam na koščke. Ne, lepo vas prosim, se še ne bo spremenila v teto Presto. Medtem pa jo bom nesel domov. Je do vajine vasi zelo daleč? Kakih 10 dni bom hodil. In kaj boš naredil, če bo čudežni napoj nehal delovati sredi poti? Že vem, Švrk. Spomnila sem se, kako bi se lahko hitro vrnil domov. Kako? Takoj zdaj? Ja, s tole čepico si bom pomagala. Kaj? Leteče opice misliš poklicati? Počakajte. Kako že gre? Stojim na eni nogi in rečem epi, kapi, kupi, pipi, kipi, epi, pipi, epi, čiči, tači, čači. Naj pridejo leteče opice! Kar pogledajo, no? Le kdaj se je naučila te čarovnije? Kaj se bo zgodilo? Videl boš. Nikar, o groza. Sines, mogoče ti poklicala sem. Sem. Najprej naj ti povem, da nas lahko pokličeš samo 3-krat. Si me dobro razumela? Sem, ja. Sem. Zdaj pa povej, kakšna je tvoja prva želja. Prosim vas, nesite ga domov v njegovo vas na severu. Kako je to vse? Pa to je otročarija. Najbrž ne veš, da zmoremo opraviti še veliko težje naloge. Ni za to, pa drugič. Švrk, previdno drži teto Presto. Bom. Pazi se, okrutne znajo biti. Glej no, vidva sta spet cela. Seveda, zakrpali so naju. Opravičujem se vama. Prisiljene smo ubogati gospodarja. Pojdimo! No, pa nasvidenje, Švrk. Nasvidenje, Tejka. Upam, da se bova še kdaj srečala. No, sedi nam v naročje. Srečno pot, Švrk. Pozdravljena, Tejka. Pozdravljen, Švrk, nasvidenje! Končno, odletele so. Nisem vedela, da sta takšna strahopetca. Jaz strahopeten sem že od rojstva. Nikoli ne bom pozabil, kaj so mi ušpičile. Imenitno, jutri se lahko odpravimo v Smaragdno mesto. Končno bom dobilo možgane. Jaz pa srce. Čarovniku bom skrbel, da bom postal pogumen. In jaz se bom kmalu vrnila v Kansas.